pozdravljeni v novi oddaji Šport 1 na 1, prvi pomladni, čeprav bo osrednja tema sneg. Gost, ki je tokrat sprejel našo povabilo v oddajo, prihaja iz smučarskih krogov generacije Jureta Koširja, Draga Grubelnika in Mitje Kunca. Med leti 1995 in 2006 je tekmoval v svetovnem pokalu v tehničnih disciplinah, Slovenijo zastopal tudi na olimpijskih igrah v Salt Lake Cityju in se enkrat povzpel na zmagovalni oder. Smučanje še vedno danes spremlja zelo blizu, vendar v drugačni vlogi. Zgovorni Bistričan je svoje življenje posvetil zasneženim hribom, čeprav jih rad obišče tudi poleti. Rene Mlekuž, servus, kako si? Servus, vid, odlično. Si odlično, mater, si zato toliko nasmejal, zato ko je konec sezone? Ali... Ja, tudi s tem je nekaj povezano. Ja. Stvari se malo umirjajo, ni več zjutraj tistega stresa, tako da se kar fajn počutim. Zdaj, ko si rečemo v drugačni vlogi, ko sodeluješ z Smučarsko zvezo Slovenije, pa prej, ko si bil, rečemo, športnik. Povej mi, kako se razlikujejo prizorišča, proge in celotno dogajanje okrog smučanja. Kako zdaj to vidiš? Ja, normalno, čisto drugače. Sicer še zmerom sem mnenja, da ko si enkrat aktivni športnik, je še to vedno najboljša služba na svetu. Pač delaš tisto, kar najraje delaš, treniraš, tekmuješ, vse je v bistvu splanirano, prav dosti ne rabiš razmišljati in sploh, če so zraven rezultati, je še toliko boljši. Sem hvaležen za to izkušnjo, da lahko v bistvu še z druge strani pogledam vsa ta prizorišča, ki sem jih prej doživljal kot tekmovalec in moram reči, da kar uživam v tej vlogi. Zdaj pa greva malo nazaj na sezono, nedavno končano, pa me zanima tvoj pogled, kdo te je mogoče presenetil v tej sezoni oziroma od koga si pričakoval mogoče več. Rečemo, naše smučarke Andreja je bila na začetku in na koncu sezone izredno dobra, vrhunec Žana, potem dobre vožnje Ane Bucik. Daj pokomentiraj malo to. Kdo te je presenetil, kdo te je razočaral, kdo bi lahko dal več? Že skoraj tretjo sezono me preseneča Ana Bucik. Zdaj, mogoče se bo tako slišalo, pa upam, da mi ne bo zamerila, ona mogoče nima tak izrazitega talenta, kot ga ima mogoče Andreja Slokar. Ampak za svojo vztrajnostjo, za svojo srčnostjo, za svojim delom je danes 6. slalomistka na svetu. Plus tega, da se uvrstila tudi v finale v veleslalomu. Mislim, da je Ana naredila krasno sezono. Absolutno za vse je presenečenje Andreja Slokar. Vsi vemo, da je to bila v bistvu njena prva sezona v svetovnem pokalu. Začela je fenomenalno z zmago v paralelni disciplini in kronala sezono za zmago v Meribelu. Lahko rečem, da sem najbolj vesel za Žana Kranjca za to olimpijsko kolajno, ker če je nekje pravica, je pravica prišla na plan ravno na olimpijskih igrah za njega. Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na naše smukače. Boštjan Kline se je lepo vrnil, tudi Martin Čater je pokazal, da zna smučati, da zna biti hiter. Konec koncev pa tudi Miha Hrovat pokazal nekaj zelo dobrih voženj. Se počutiš kot doma, rečemo, ko si v tej ekipi? Ja, res je. V bistvu sem smučariji namenil več kot 25 let aktivne kariere, posvečam jo še zdaj. In tudi tekmovalci mogoče malenkost drugače gledajo, če nekdo z njimi dela, ki je bil v istem športu, ki pozna šport, ki pozna neke interne zadeve določenega športa. Zdaj pa začniva s prvo rubriko, poimenovano Generalno v 60 sekundah. Dal ti bom vprašanje, imel boš možnosti dva odgovora, ali.
in moraš brez večjega razmišljanja odgovoriti, oziroma čim prej. Evo ga, pa začniva. Morje ali sneg? Morje. Mesne dobrote iz požara ali morska hrana? Oboje. Ne gre. Mesne dobrote iz požara. Slalom ali veleslalom? Veleslalom. Film ali serija? Serija. Hirscher ali Stenmark? Hirscher. Gorenjska ali Štajerska? Štajerska. Nočni ptič ali jutranji človek? Jutranji človek. Pokal Vitranca ali Grubi memorial? Grubi memorial. Kitzbühel ali Kranjska Gora? Kranjska Gora. Luka Dončić ali LeBron James? Luka Dončić. Motocross ali MotoGP? Ta pa težka. MotoGP, ajde. MotoGP pa motocross, ne? Ko te spremljam, mislim, sem te spremljal, si dosti bil na motocrossu, pa me zdaj zanima, kdo je zaslužen za to? Tvoj oče mogoče, da imaš rad motocross? Ja, absolutno oče. Oče je bil še v tistih romantičnih starih časih reli voznik. Vozil je od dirkalnega Fičota, Mini Morisa, Katre, 101-ke. Dostikrat sem bil tudi soudeležen na njegovem treningu. Vzadi med rollbarom sem se držal za štange, za ščelado. In vsekakor je on kriv za to, da mi je brzina v krvi, da mi je bencin v krvi. In že od malega... Kdaj si kupil prvi motor? Ja, mislim, da je bilo pri 5 letih nekje, ali se šlo prej, 4-5, nekaj takega. Ja. Si že začel? Ja. To je bil en tak 50-kubičen cross motor in sem šel zelo fejst na živce sosedom v Slovenski Bistrici, ker sem norel med bloki. Pa tudi sem, ko sem te vprašal, smučarski praznik v Kranjski Gori, ne, se tradicionalno začne že v petek na Kekcu. Res sem ponosen, da se dobimo, da se pozabavamo, konec koncev pa naj bo ponosen na to, da s tem, da se imamo fajn, naredimo tudi nekaj dobrega, ne? In verjamem, da bi tudi Drago bil ponosen na to. Gruba je bil vedno za akcijo, vedno za zabavo, vedno za rock'n'roll in sva rekla, dajmo narediti eno smučarsko tekmo, ki ni tekma, ampak je namen nekje druge. In pa rock'n'roll, ki mora biti za Grubo, tako da sva pol združila ta dobrodelni veleslalom z koncertom. Vsako leto zberemo eno družino, ki živi pod pragom revščine in jim skušamo na nek način pomagati ali pa, tako sem že rekel, olajšati neke stvari, situacije, v katerih so se znašli. Ja, veš, da sem šel malo register pogledati, pa kombinacija Rene Mlekuž se pojavi manj kot 5-krat v slovenskem registru, ne? Zdaj pa največ Renejev je v Podravski regiji, pa je, da krivec, da si ti dobil to ime, je francoski pisatelj. V bistvu mami je brala knjige od, mislim, da je René Descartes ali nekaj takega. In očitno je to ime ostalo nekje v podzavesti, da je dala pač meni tako ime. Takrat Renejev še ni bilo dosti, zdaj pa mislim, da jih je kar že nekaj. Evo, zdaj se pa ozriva v preteklost in pogleda v prihodnost. Čas je za video uvid. Prebral sem, da si pri dobrih 3 letih stal že na smučkah, je to res? Res je, ja. Pa jaz sem eno super taktiko, veš kako? To mi pa daj me spomni. Da si imel pa je piščalko, ko si hodil na smučanje. To pa je res, ja, to je pa res. V bistvu
dosti smo smučali tudi na Kaninu in enostavno sem že solidno smučal, nisem pa znal še dobro zavijati, ne, in moja dva sta me kar pustila, da sem sam hodil okoli na sedežnico, na sedežnici sem vedno rekel, tisti stric, ki je najbolj močen, naj me dvigne, ne, in valjda nisem imel nikoli nobenega problema, vsi so me dvigovali, vsi so me dajali na sedežnico. Ker sem se peljal po terenu, sem pa enostavno imel kar piščalko v ustih, če nisem mogel na hitro zaviti, pa sem videl, da bo mogoče v koga treščil, sem zapiskal s piščalko in so vedeli, da prihajam in so se mi umaknili. Tako da, to je bila kar fajn pogruntavščina, ja. Pa je neka gospa iz Kanina. Ja, to je pa ena luštna zgodba. Tudi mi smo vsi mislili, da je ta gospa iz Bovca, ne, iz tistega okolja. Ta gospa, ki sem imel 4 leta, me je pač en dan pazila na Kaninu, ne. Moja dva sta smučala, jaz sem tudi smučal za sebe in gospe se je zdelo fajn, da me malo poštima, da mi da kaj za jest, in to je bilo to. In takrat je nastala ena slika od te gospe, ki jo še danes imam. Nekaj časa nazaj sva z enim prijateljem govorila, ker je on tudi iz Tolmina, in smo omenili to gospo, pa mi za hec reče, da to gospo pa moramo najti, ne. In sem rekel pa okej, glej, dajmo probati, ne, in sem jaz to sliko dal na Facebook, in ta slika je bila deljena, to je bilo noro, kak plase vsu, ne. Po ene parih dnevih mi en fant napiše, ja, jaz jo poznam, in čez 2 dni po tistem se mi ta gospa oglasi na zasebno sporočilo, to je bilo kar dolgo sporočilo, in ker sem jaz tisto bral, priznam, da so se mi kar solze usipale, ne. Pol sva se dejansko s to gospo sva se srečala v Kranju in naredila eno podobno sliko kot takrat. To bili to, rečemo, tvoji prvi spomini na smučanje, tu pri 4 letih, ta gospa? Ja, pa ne, no, mislim tudi kak spomin seže še prej, ampak v glavnem takrat se je začelo, ja, takrat se je začelo, imel sem en tak zelen kombinezon pa rumeno čelado, potem so me vsi poznali, in ja, takrat je pač smučarija postala moja prva preokupacija. A pa si vedel, da že takrat, da hočeš biti profesionalc, rečemo, v smučanju? Pri tistih letih 4-5 ne, pol sem pa pri 5 pa pol sva z očetom šla smučati na Mariborsko Pohorje, kjer je bila postavljena že ena veleslalomska proga od smučarskega kluba Branik, in meni fote reče, daj hitro se pelji, ne. In jaz smuknem, se peljem in pridem za prelomnico na strmino, kjer je Jože Gazvoda, naš bivši smukaški trener, postavljal progo, ne, ni še bila do konca postavljena, in prvo mene fejst, kaj imam jaz tam za početi, kaj se imam po progi zavoziti, glede na to, da nisem bil iz kluba. Pol je pa še mojega fotra ne, po domače rečeno. In so se tam kar orang skregali, ampak pol na koncu Jože, taki, ko je bil, je rekel, me tako pogledal, je rekel, ajde hitro pelji še enkrat. Ne, in sem jaz šel še eno furo, odpeljal, in zgleda Jože takrat nekaj videl v meni, da sem jaz pol začel dejansko trenirati smučanje pri mariborskem klubu Branik. S smučanjem si še vedno povezan. Povej mi, a se vidiš še čez 10 let tudi tam? Pa če zdaj na hitro pomislim, ja, zakaj pa ne? Zakaj pa ne? V bistvu je to res krasen šport, in zakaj ne bi delal tisto, kar najbolj znam, in v katerem sem preživel največ časa, ne. A pa še bo sneg? Ja, to je zdaj vprašanje, ampak še zmerom smo ljudje znali rešiti zadeve s čem drugim, ne, saj so že zdaj obstajajo različne podlage, kjer se da smučati, in jaz
sem prepričan, da smučarija ne bo izumrla, čeprav mogoče sneg bo, bojo pa kakšne druge podlage, na katerih se bo dalo dobro smučati. A pa imaš še kako skrito željo, rečemo? Skrito željo imam že dolgo, sicer ne vem, da se mi bo kdaj uresničila ali ne, ampak ne vem, ali je to tudi od mojega očeta prihaja, ampak ja, kdaj bi se rad preizkusil v dirkanju z avtomobili. Ja, bomo moraš, ne, kaj pa? Ja, sej parkrat sem že, so me povabili na kak reli, pa sem bil predvoznik s kakim manjšim avtomobilom, ampak ja, vem, da je to povezano z ogromno vsoto financ, ampak pač vprašal si me, kaj mi je želja, in to mi je velika želja. Od preteklosti in prihodnosti pa k mitom in legendam. Slovenci smo še vedno smučarski narod, drži to ali ne drži? Ja, pa ne. Mislim, še zmerom radi spremljajo smučarijo, absolutno. Je pa ena velika razlika, da smo v zadnjih 10 letih res dobri v tolikih športih, in to ne dobri, v bistvu med najboljšimi na svetu, da se ta, bom rekel, populacija razdeli na več različnih športov in ni več tak izrazito smučanje, kot je bilo v času, bom rekel, Bojana Križaja, Roka Petroviča. Kaj pa tale? Ena od ključnih lastnosti šampionov je samozavest. Je z njo lažje zmagovati? Absolutno. Absolutno. Mislim, tista zdrava samozavest je vedno dobrodošla, ne. Tudi sam sem videl, ko sem bil v formi, mi je ta samozavest naraščala, ne. Tudi, recimo, sem lahko naredil več napak v eni vožnji, pa sem še zmerom bil hiter, in to je bila tista samozavest, ker sem vedel, da bom rešil vsako situacijo, in sem prepričan, da je v vsakem športu tako. Ja, res je, mislim, kaj dela glava, pa to samozavest, da verjameš sam nase. Tudi, ne vem, človek oziroma športnik izžareva čisto drugo energijo, če je samozavesten, ne. Ti v bistvu že za svojo samozavestjo prestrašiš tekmece, ne. Jaz se dobro spomnim Alberta Tomba, ko je prišel, bil sem takrat po mojem prvem svetovnem prvenstvu v Sierra Nevadi, vsi so ga čakali, da pride, in je prišel na tiskovno konferenco in so ga spraševali, kaj pričakuje. Je rekel, slalom bom zmagal, veleslalom bom pa tudi zmagal, sicer ne bom tak na easy zmagal, ampak bom zmagal. In vsi smo bili fascinirani, ne, in po moje že s tisto izjavo je tekmece dal v en nižji položaj, ne. Smučarji toliko menjate teren, da prednosti domačega prizorišča sploh ni. Ja, mislim, vsak tekmovalec ima neke favorite terene, ne, na katerih se dobro počuti, na katerih dobro dirka. Seveda prednost domačega terena je pa takrat, ko ti dejansko lahko veliko doma treniraš, poznaš vsako grbino, poznaš konfiguracijo, toliko večkrat odpelješ trening vožnjo, da enostavno si na tekmi dosti bolj sproščen, kot pa da bi bil na enem terenu, na katerem si dosti manjkrat, ne. Plus ljudje, ki te pridejo ki te spremljajo, ki navijajo za tebe, ti dajo neko dodatno energijo, to pa ti po moje najboljš veš, kako je doma igrati pred svojimi navijači. Sedaj bomo pa šla na meni najljubšo rubriko, Nevidni oboževalec. Evo ga. Spoznala smo se, ja, 2000, koliko je to? Ne, pravzaprav 97, 98. Na beach volleyu enostavno nismo imela partnera. Gledamo se en velik, en mali in tako je nastal ta spoj, evo.
Veš, za koga gre? Ja, itak. Sani Bečirović se tu ni dost da razmišljati. Kaj je bilo? En velik, en mali. Se gledava. Jaz sem crknil od smeja, ko sem slišal. Ja, v bistvu je bilo tako, da jaz Sanja že poznam od malih nog, dejansko od malih nog, zaradi tega, ker sem jaz, zdaj verjetno tisti, ki ne ve, oba prihajamo iz Slovenske Bistrice, ko sem jaz šel recimo iz šole domov po ruzak, smuči pa pancerje in sem šel peš proti mestu na avtobusno postavo proti treningu, sem dostikrat srečal Sanja, ki je pa šel iz mesta proti moji lokaciji, kjer je bila šola in telovadnica, kjer je on treniral košarko in sva se dostikrat srečala na ulici. On je bil takrat še dosti manjši od mene in vedno se ga spomnim, kako lepo je znal pozdraviti in kako velikan je bil. In pol se pa naenkrat zgodilo, ne vem, od tiste odbojke na Mivki v Bistrici sva nekako kliknila na drugi valovni in od takrat sva postala nerazdružljiva, od takrat najboljša prijatelja in se do danes slišimo vsak dan in če se le da, se vidiva in druživa. Zdaj pa, Sanja, imate tudi nekaj dobrih dopuščniških zgodb, ne? Predvsem tistih iz časov, ko sta bila Ledig und Frei, ne? Dajmo eno poslušati. Ena lepših anekdot je bila, ko smo nekako načrtovali naš ta fantovski dopust, jaz, Rene, pa še en smučar. Odločili smo se, da bomo šli v eno najbolj elitnih mest na Hrvaškem in da bo to in sploh. In predlagali so nam to diskoteko, v kateri naj bi se ful dogajalo, skratka, mi prijemo v diskoteko in smo sami trije noter, ampak mene pa Reneja to ni zaustavilo, da se ne bi razplesala in raznorela, čeprav smo potem po 3 dnevih tega norega dopusta se odločili za menjavo lokacije, ne glede na to, da je bil dopust že plačan. Ja, res je. Takrat smo šli na morje skupaj, se pravi Sani pa Šved Johan Brolenius, dober slalomist, s katerim sva še danes v stikih. In enostavno smo mislili, kako bomo žurirali sred Makarske, da bo milijon ljudi, da bo punce, da bo vse, na kar se čisto drugače obrnilo, ne. Po 3 dnevih smo se na plaži vsi naenkrat pogledali, pa smo rekli, gremo dalje. In smo zamenjali lokacijo, čeprav Broleniusu je bilo kar težko iti na drugo lokacijo, pa si je le našel tam eno punco oziroma se je zaljubil v eno punco in je bilo kar težko za njega. Je pa Sani za tretjo nekdo nekaj rekel, je rekel, da ste mu nekaj ušpičili v Italiji. Mogoče veš, kaj je govoril? Ja, po moje, če je to prava anekdota, smo ga enkrat presenetili na eni tekmi, se pravi njegova sestra Sanela, prijateljica Nataša, pa jaz, pa še en prijatelj Nemo, smo šli ga presenetiti na eno tekmo z enim transparentom, ne, sploh ni vedel, da prihajamo in je bilo prav fajn videti, ko je sred prostih metov zagledal gor na tribuno in smo mi skakali tam od zmešani ljudje in je bilo prav dobro ga videti, ko je bil zmeden, ne. Tako da mislim, da smo mu fajn presenečenje takrat pripravili. Ja, mislim, da pravilno si ugotovil. Ja, zdaj bom pa še posnetek zavrtel. To je presenečenje za moj 25. rojstni dan, ko so dejansko Rene in ekipa uleteli med tekmo, v bistvu na tekmo, med tekmo z velikim transparentom Fratello, vse najboljše za tvoj rojstni dan. In je v bistvu cela dvorana potem videla ta transparent in začela skandirati med samo tekmo moje ime. In to je bilo res neopisno doživetje, mislim, noro. Uganil si.
Ja. Lušni cajti. Ja, vsi cajti so lušni, a veš. Res je. Ko boš gledal 10 let nazaj, a veš, boš rekel, to so bili tudi lušni cajti. A bi bil še kdaj 25? Ja, bi bil, ne, zakaj pa ne. Čeprav mi je zdaj tudi v redu. Od obujanja spominov pa k rubriki Vidometer, kjer bova preizkusila tvoje znanje v smučanju. Evo ga, prvo vprašanje. Na koliko prizoriščih so se v tej sezoni svetovnega pokala ustavili alpski smučarji? Manj kot 15, več kot 15? Manj kot 15. Več? A si ziher, da več? Ja. Ja. S katero štartno številko je Jure Košir prišel do bronaste olimpijske medalje v Lillehammerju 1994? 2 ali 9? 9. Na katerem prizorišču si prvič osvojil točke za svetovni pokal? Park City ali Flachov? Park City. Kateremu Slovencu je uspelo dobiti obe tekmi za pokal Vitranc v enem vikendu? Rok Petrovič ali Bojan Križaj? Rok Petrovič. Kako dolge morajo biti moške slalomske smuči? Vsaj 165 cm ali vsaj 175 cm? Vsaj 165. Slovenija je imela na vseh olimpijskih igrah svoje predstavnike v slalomu. Drži ali ne drži? Ne. Drži. Prav. Kdo je bil mlajši, ko je nastopil na olimpijskih igrah? Rene Mlekoš ali Vid Kavtičnik? Vid Kavtičnik. Katero mesto si po prvi vožnji v slalomu zasedel na olimpijskih igrah v Salt Lake Cityju? 13. mesto ali 25. mesto? 13. Katerega meseca je bil na sporedu prvi Grubin memorial? Februarja ali marca? Februarja. Koliko sredstev zavarovalnica Generali vsako leto donira za dobrodelni Grubin memorial? 1000 ali 2000 evrov? 2000. Evo ga, prišli smo do konca. Kaj misliš, koliko si imel prav? 6. Jaz ti nisem čist nič pomagal. A je res? Nič ti nisem pomagal. Res je, nič mi nisem. 8 si jih imel prav. To je kar v redu. Veš kaj, moramo en bucket list narediti. Veš kaj bi šel pa enkrat s tabo probati? Jaz ful nisem rad za motokros, ampak tako čist počasi bi pa šel enkrat probati, malo pelat s motokrosom. Z veseljem bova zorganizirala en dan. Ja, ampak tako v easy. Tako, da Ja. se sam čez malo, jaz te motorje pa to, mislim, rad se pelem, samo je ful strah, da se mi lahko kaj naredi. In pa bi se butasto počutil, bi rekel, pa kaj ti je bilo tega treba, si zlomil tlele roko. Bomo zrihtali. Predno zaključiva, Rene, pa deva zadnjo rubriko, previdno z mano. Tukaj dam možnost sogovorniku, da me karkoli vpraša. Če ne bi bil rokometaš, kateri šport bi izbral? Pa ne vem, gledam to. Ja, začel sem zelo hiter tam smučanjem. Karata je bil v smučanju, ne, pa on je bil en izmed prvih trenerov Rauterja. Tenis imel rad, rečemo. Tenis sem kar dolgo igral, samo je pol pač ta glava. Malo, ko sem se jezel preveč, ne, ali Ivanišević, ne, in potem sem se imel tako zelo hiter, sem lahko odločitev, ker mi je rokomet res toliko pasal, družba mi je pasala, potovali smo, prijatelji, tako, kolektivni duh mi je pasal in potem sem se za to. Če pa ne bi rokometa, pa po vsej verjetnosti kak ekipni šport. A si se
po karieri že našel, imaš že jasno vizijo, kaj hočeš delati? Ja, mislim, začetek, ki je zdaj, ne, direktor moške rokometne reprezentance, to ni zaposlitev, ampak je tako delo za dušo. Drugače pa, se veš, možnosti je veliko. Željen sem, kaj pa bo, pa who knows. Evo ga, zdaj pa še za konec imam dva vprašanja. Tako, se spomniš tiste januarske tekme 96, ko si imel koliko številko že? 64. Pa kaj se je potem zgodilo? Ja, na koncu sem bil drugi, ja. Pa koliko si bil po prvi vožnji? Ja, prvi tek sem končal na 8. mestu. Drugi tek sem si sam sebi rekel, da nimam kaj izgubiti, če sem s tako številko prelezel na 8. mesto, da očitno že nekaj prav delam. In sem razkiral vse in se je obrestovalo. Pa lahko rečeš, da je bil to nekako vrhunec tvoje kariere ali je še potem sledil? Niti ne, mislim, to je bil tak res orenk ruker v moji karieri, pozitiven. Lahko rečem, da je bil tudi vrhunec kariere, ko sem se vrnil po poškodbi in sem bil tudi 5. na svetovnem prvenstvu. Seveda so še pa drugi vrhunci v življenju, ne, samo veš, ko se ti rodijo otroci, da je to pol nekaj povsem drugega. Zdaj pa ti povej, ne, če bi bil višji, bi mogoče, ko si ti mene vprašal, kaj bi bil, če ne bi bil rokometaš, ne? Kaj pa ti, če bi bil višji, bi bil košarkaš? Ja, možno. Vedno sem rad imel košarko, dosti smo jo kot ekipa preigrali na treningih in sem užival v košarki. Mi je pa Sanja enkrat rekel, da si ti slovenski Iverson drugače. Ja. Evo, zdaj smo pa res prišli do konca, Rene. Hvala ti za tvoj čas, hvala, ker si nas spustil v tvoj smučarski svet, delil tvoje anekdote in da se kmalu spet midva kaj vidva na kaki kavici. Z veseljem. Čakam na klic tvoj. Definitivno. Hvala ti, Rene. Čau.